Sanja Lončar bo danes govorila o zdravilnih učinkih kurkume. Če vas zanima še več o kurkumi, pa najdete tudi v Sanjini novi knjigi Naravne rešitve za bolečine. O kurkumi verjetno berete vse mogoče, pravijo, da zdravi 1001 bolezen. Kaj od vsega tega je res? Ja, dejansko je vse res, če znate izbrati pravo kurkumo, pa če jo znate res pravilno uporabiti. In o tem bo danes tekla beseda. Kurkuma res sodi med 4 najmočnejše antioksidante na tem planetu. In da dobite občutek, kako zares močna je, 1 gram kurkume vsebuje toliko antioksidantov, da bi za enako količino morali pojesti 350 gramov svežih solat, ali 100 gramov sveže rdeče pese, ali 900 gramov svežih bučk, ali 100 gramov mandarin. Torej, kot vidite, z 1 gramom res naše telo dobi zaklade antioksidantov. Vendar to ni vse, kar kurkuma lahko počne. Kurkuma je v veliko pomoč pri prebavljanju ogljikovih hidratov. Pomaga slinavki, pa še zraven znižuje hiter dvig sladkorja, zato je res nepogrešljiva, ko delamo testenine, riž, sladek krompir ali zadeve, kjer so druge oblike škrobov. Ampak pravo vprašanje je, kako kurkumo uporabiti. Da bi razumeli, o čem govorim, dajmo si tle pogledati. Kurkuma je prah, gomolja. Tisto, kar je najmočnejše v kurkumi, to so kurkumini oziroma kurkuminoidne snovi, ki jih je nekje 2 do 6 odstotkov. Če bi mi to zaužili kot surovo začimbo, bi dejansko telo dobilo tok kurkumina. Vendar, tle zadeve še ni konec, ker lahko bi ga izkoristilo približno pa toliko. Mogoče celo manj. A se res plača zaužiti tok kurkume zaradi tako majhnega izkupička? Očitno je problem v tem, da kurkuma še ni pripravljena za to, da jo mi posrkamo, in zaradi tega boste morali narediti nekaj več s kurkumo, če želite od nje dobiti vse dobro, kar ponuja. En od odličnih načinov, da aktiviramo kurkumin, torej da res dobimo vse, kar kurkuma ponuja, je, da ga segrejemo na maščobi. Lahko uporabimo kakovostno margarino, surovo maslo, kokosovo maščobo ali kakšno drugo kakovostno maščobo. Raztopimo jo. V segreto maščobo dodamo kurkumo in malo koriandra, s tem bomo zelo pomagali telesu pri presnovi. Dejansko to pripravljamo minutko, 2, ni treba preveč, in potem, ko smo tako maščobo pripravili, jo dodamo v riž ali v njej povaljamo že skuhan krompir ali testenine, ki smo jih že pripravili, ali dodamo zelenjavo, ki smo jo podušili, in na ta način bomo dobili zelo aktivno kurkumo v telesu. Kot boste brali v novi knjigi Naravne rešitve proti bolečinam, kurkuma in ingver skupaj pa delujeta še 2-krat močnejše, kot bi vsaka zase. Če pa dodamo še eno čarobno sestavino, poper, vendar mora biti res svež poper, ker želimo eterično olje popra, torej peperin. Torej, če v katerokoli obliko kurkume nameljemo še majčken popra, bomo uporabo kurkumina pomnožili krat 20. Torej, splača se znati uporabljati začimbe. Če dodajamo še kardamom, bomo izboljšali presnovo v možgane, in če dodamo vse to še malo medu, bo direktno prehranjevalo živčevje, možgane, izboljševalo počutje, delovalo tudi kot antidepresiv. Kot vidite, odtenkov je zelo veliko, odvisno je, kaj s kurkumo naredimo. Pozimi je zelo zaželeno, denimo, da kurkumo pripravimo na mleku. Za ta namen lahko uporabljamo kravje ali kakršnokoli drugo živalsko ali rastlinsko mleko, danes v tem primeru riževo, recimo s kokosom. Pomembno je, da mleko vsebuje vsaj malo maščobe, in ko ga bomo segreli, bi lahko noter sami namešali začimbe, ki sem jih omenjala. Lahko uporabimo že narejene mešanice, kjer so ingver, kurkuma, kardamom, celo žafran, vanilija. Torej vse tisto, kar sinergijsko zelo dobro deluje, krepi živčevje, elasticira tkiva, preprečuje vnetje v sklepih in deluje celo močno protibolečinsko. Prav pozimi, ko smo leseni, ko se usedimo, kurkuma pomaga, ker pravijo, to je telovadba za lenuhe. Res so preverjali, skupina, ki je telovadila, je na koncu imela enako gibčnost kot skupina, ki je pila kurkumino mleko. Torej,
približno 1 žlica na 3 do 4 deci napitka daje tak najboljši okus. Torej, kurkumo in mleko segrejemo nekje do vretja, pustimo 5 minut pokrito stati, po želji potem dodamo še žličko medu in dobili smo res čudovit krepčilni napitek. Protibolečinsko delovanje kurkume lahko izkusite tudi direktno na koži, če iz kakršnega koli razloga kurkumo ne uživamo. No, zamešamo žlico medu, žlico kurkume in iz tega naredimo pasto, ki jo lahko direktno nanašamo na boleča mesta, na podplutbe, na zvine ali, torej ne na odprte rane, ampak povsod, kjer rabimo protivnetno in protibolečinsko delovanje. Najboljše je to narediti na ta način, da recimo, če pripravljamo obkladek, nanesemo kurkumino pasto in recimo, če vam ravno kar nagaja kakšen krpalni kanal, potem pa bomo to tako zavili, obvezali in zadeva bo delovala kot močno protivnetno, protibolečinsko sredstvo, povečala bo prekrvavitev in elasticirala tkiva. No, pa smo uredili vse težave.